Blaž Cvar, tako kot ostale delodajalske zbornice, pravi, da bi lahko že danes imeli več kot 1000 evrov neto minimalne plače. Poslušajmo. Zagotovo pa lahko trdimo, da bi že sedaj lahko imeli zaposleni več kot 1000 evrov plače, če ta vlada ne bi od neto izplačil vzela prispevek za dolgotrajno oskrbo. Uvedli smo, da vsak plača 1% svoje neto plače, zato da je zavarovan za dolgotrajno oskrbo, ko jo bo nekoč rabil, in pa da smo lahko stroške te dolgotrajne oskrbe radikalno zmanjšali. Prej lahko oskrba v domu stala tudi 1500 evrov, po novem so lahko položnice tudi do polovico manjše. Blaž Cvar predlaga, da prišparamo ta 1% neto plače, ampak ponovno plačamo dolgotrajno oskrbo v celoti iz žepa. Obvezni prispevek za dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Ok, to je pa zavajanje. Delodajalske organizacije se obnašajo, kot da je to zavarovanje nekaj novega. To zavarovanje smo 30 let plačevali vsi. In kar je naša vlada naredila, je zgolj to, da smo zavarovalnicam preprečili podražitev. S 35 so pred 3 leti hoteli podražiti na 45 evrov. Če ne bi mi posegli, bi verjetno danes plačevali 55 ali pa 60 evrov. Tako da kot prvo, vsakemu smo prej 20 evrov prišparali kot kaj drugega, in kot drugo, stališče Levice poznate, že 3 leta vztrajamo, da se mora to zavarovanje pretopiti v pravično zavarovanje, ne pa v tazga, ki ga plačujemo vsi enako. In seveda s spremembo dohodninske zakonodaje je pravzaprav znižala neto izplačilo vseh zaposlenih od 100 evrov navzgor. Ok, to je pa še zadnje zavajanje. Gospod Cvar, 100 evrov mesečno zaradi predvolilne reforme, ki jo je Janševa vlada uvedla, ne bi dobili tisti z minimalnimi plačami, te bi dobili kakšno tretjino tega zneska, 100 evrov bi dobili šele tisti z bruto plačami nad 3 oziroma 4000 evri. Da, vsaka vlada lahko znižuje davke in prispevke, ampak vprašanje za nas vse pa je, kam to pelje. Ker jaz ne bi rad živel v državi, kjer bomo zaradi zniževanja davkov in prispevkov zdravstvo plačevali iz žepa, kjer bomo za pokojnine šparali sami in kjer bomo dolgotrajno oskrbo, ker pravite, da je treba ukiniti, obesili na ramena svojcem. Sicer pa naš predlog že dolgo poznate. V Levici in Vesni smo za razbremenitev dela, ker tisti, ki delamo, plačujemo neprimerno višje davke od tistega, ki oddaja stanovanja, ali pa konec koncev od tistega, ki si je nakopičil milijonsko premoženje. In da, ta bremena bo treba pravično porazdeliti.